V poplavi kitajskih avtov letos pri nas sem se prav veselil nove Mazde 6e. In zdaj je tukaj. Še vedno rdeča, še vedno zelo privlačno oblikovana, zdaj dolga skoraj 5 metrov in samo še električna. To je velika sprememba za znamko, ki je doslej imela samo en resen in tudi precej neuspešen poskus električnega avta, in sicer z modelom MX-30. To je bilo leta 2019 in avto so predstavili v Tokiu. 6 let pozneje je seveda vse skupaj drugače. Baterije so boljše, motori so boljši, znanja je več, konkurence pa tudi. Šestica je za Mazdo izjemno pomemben model, nenazadnje se je preporod Mazde začel ravno s prvo generacijo Mazde 6 leta 2002, ki je z novo filozofijo zamenjala prejšnjo 626 in seveda takoj postala totalna uspešnica. Uvedla je novo poimenovanje vseh modelov, predvsem pa z obliko presekala s starimi in takrat že pregovorno dolgočasnimi japonskimi avti. So jo potem kmalu sledile še ostale znamke, ko so hitro videli, da oblika prodaja avtomobile, ne samo pregovorna zanesljivost. Zgodba Mazdinega modela serije 6, če jo tako poimenujem, se je začela leta 1970, takrat so namreč predstavili prvi model, ki se je na japonskem imenoval Capella, drugod po svetu pa 616 in je lahko imel celo Wankelov motor, no tisti model se je potem po svetu imenoval RX2. Druga generacija leta 1978 je bila znana po dobri aerodinamiki, ki je bila samo 0,38. Danes imajo takšno tile avti. No, se je pa prvič imenovala že 626, v Veliki Britaniji pa Montrose. No, tretjo generacijo, ki je k nam pripeljala leta 1982, sem pa tudi sam že videl pri nas in je bila sprva z motorjem in pogonom spredaj, celo dizelski motor je lahko imela. Naslednja generacija leta 1987 je bila pa bolj ali manj prenova. Čeprav je tudi prinesla kar nekaj zanimivih bombončkov, recimo serijsko električno pomična okna, tempomat, subwoofer in celo kot karavan je bila na voljo. Pa 4-kolesno krmiljenje je imela, ampak ni bilo zelo priljubljeno. Pete generacije iz leta 1992 se najbolj spomnite že sami, na japonskem so jo preimenovali v Kronos, še bolj pa verjetno se spomnite 6. generacije iz leta 1997, ki je bila pri nas zelo popularna kot kombi limuzina oziroma karavan. Potem pa leta 2002 končno prva Mazda 6 in te se zelo dobro spomnim tudi sam, ker sem takrat ravno začenjal svojo kariero v avtomobilizmu in nam je takoj postala všeč. V bistvu se je dobro peljala, zelo dobro je izgledala, na voljo je bila v 3 različnih karoserijskih oblikah in tudi v različici MPS z 2,3 litrskim benzinskim turbomotorjem, ki je imel 191 kW moči oziroma 260 konjičkov. Dobro je letela. Naslednja generacija leta 2007 se je predvsem poredila, platforma je ostala bolj ali manj enaka, je bila pa izredno priljubljena med družinami. O zadnji, ki je na ceste zapeljala leta 2012, pa skoraj ne rabim zgubljati besed, še vedno jih ogromno videvamo na cestah in to z dobrim razlogom, ker je pač dober avto. Zdaj pa je med nami že ta Mazda 6e, kot se polno imenuje. Lahko bi rekel, da je to že 4. generacija šestice, lahko bi rekel tudi, da je 10. generacija, če štejem že modela 616 in 626. Lahko pa rečem, da je to v bistvu prva generacija, ker je prvič šestica tudi s črko E. Pri razvoju prejšnjih generacij šestic je Mazda praktično vedno sodelovala s Fordom, ki je svoje modele potem uporabljal na enakih platformah. No, tukaj pri Mazdi 6e so pa sodelovali s kitajskim Changanom, ki ima v bistvu zelo podoben model Deepal SL03, ker Kitajci pač obvladajo električne avte. Če samo na hitro o sami obliki, ja, v bistvu je zelo elegantna, zadek se zelo kupejevsko spusti tukaj le dol, zadnja prtljažna vrata se odprejo s steklom vred, kar pomeni, da je 6e 5-vratnik, no tale stranska vrata se pa odprejo brez robov tukaj zgor. In je tudi veliko bolj elegantno. Notranjosti se lotim naslednjič, ker je čist preveč lepa, da bi jo samo takole na hitro, lahko pa na hitro v tej premieri kakšno rečemo o pogonu.
Dve možnosti boste imeli na voljo. Prva ima baterijo z bruto kapaciteto 68,8 kWh in doseg 479 km. Na enosmernem toku se polni z največ 165 kW moči in se od 10 do 80% napolni v 24 minutah. To so seveda tovarniški podatki, na testu bomo pa preverili, kako je v praksi. Z manjšo baterijo ima tudi malenkost močnejši motor, 190 kW ima tisti, to je 258 konjev, zato z mesta do 100 na uro pospeši v 7,6 sekunde. Druga opcija je pa long range, torej dolgi doseg, če prevedem. Ta ima baterijo z bruto 80 kWh, teoretični doseg 552 km, polni se pa z največ 90 kW na enosmernem toku, torej se od 10 do 80% napolni v 47 minutah. Ja, ta bo za tiste, ki večinoma polnite počasi doma, prva pa kljub manjši bateriji za tiste, ki raje polnite hitro in nekje na poti. Pa še ena zanimivost, ki mi je dejansko zelo všeč. Obe verziji imata zadnji pogon, kar pomeni, da bi 6e moral biti malo dinamičen avto. Vse to preverimo v testu.